Ljudje in ljudje, ne poslušate 114. regularno epizodo, Mesece fantazije je na zadnje konec. Morda se k temu konceptu še kdaj vrnemo, skratka 114. epizoda podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, Obot, Ojedeng Beratna, od Jadramo drugam. Smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp. Jo. In Aljoša Harlamo, tokrat znova v našem štabu, kinogledališču Bežigrad in znova brez gosta, a se veste, nič manj gostobesedno. Danes, kot ste gotovo že opazili na družabnih omrežjih, delamo 6. in zdaj enkrat, ne vem, zadnjo sezono nas fantastične serije The Expanse oziroma Podbodovsko prostranstvo. Prosim, ko bo kdo predvajal serijo pod tem naslovom, naj se spomni plačati tantieme, ki se je pretakala na Amazon Prime Video od 10. decembra lani do 14. januarja letos. Če serije ali samo 6. sezone serije še niste gledali, potem na tej točki morda nehajte poslušati, da vam ne pokvarimo ogleda. 6. sezona ima samo 6 epizod, to pogledate takoj, vsega skupaj pa je samo 62 epizod, skoraj pol manj kot epizod podcasta. In se k poslušanju podcasta vrnete, ko ste na tekočem. Če pa ste serijo že pogledali ali pa iz nekega razloga niti ne boste, čeprav je to, opozarjamo, ena naših najljubših serij, bi si pa privoščili nas za kakšno uro, pa pogumno nadaljujte z nami, gremo na pot skozi obroče. Maestro Strauss. Ja, 2-1. Ja, Okay. nadzorujam, ni pa ponovadi Strauss za vesolje, ni? Skratka, delamo The Expanse, prostranstvo, delamo ga že tretjič. Če to slučajno kaj pove o tem, kako radi imamo to serijo, ne vem. Naše navdušenje je prostrano. Tudi Game of Thrones smo parkrat delali, menda. Ne, Enkrat. Samo na koncu smo ga Ti nas zdaj zamenjuješ z onim tisti, ki je minorni podcast, kaj že on glave ali nekaj. Ja. Vratovi. Vratovi, neke bučke. Res samo enkrat smo delali? Ja, Ne. ne. Game of Thrones smo Z, delali na koncu. kaj je že na tvojo Mateo. urednico? Mateo. Mateo, ja. Ja, samo enkrat smo delali Game of Thrones, absolutno. Što tako lepo naslov, ko sem videl z majčkom, jahamo ga. Ja. Ja. Never ending story. Nismo, nasploh zdaj le, Witcherja smo delali, Dvakrat, ja. ja, prvo pa drugo, ne posebej. Več pa ne vem, če smo katere tako, da smo jih več, vse sezone recimo. Ker tle smo precej, to so dobro 6 sezon, se pravi, na 2 imamo epizodo recimo poprečno. Naša spremljala so od začetka. Ja, to pa ja. Ja. Kratka, če hočete poslušati, kaj smo prej povedali o teh dveh serijah, poslušajte 14. epizodo, ki smo jo delali s samim Sultanom in pa ta govori o prvih 3 sezonah. Serije, potem pa 78, kjer smo govorili večinoma o 5, malo pa tudi o 4. Skratka, danes nas čaka pogovor samo o 6. sezoni, ker smo ostalo že obdelali. Gre za serijo, ki spada v žanr znanstvene fantastike, po istoimenski knjižni seriji Jamesa S.A. Coreyja, ki je v resnici Daniel Abraham in Ty Frank. Do tega trenutka je sestavlja 9 romanov, 5 novel in 3 kratke zgodbe. Leto 2020 pa je serija prejela nagrado Hugo za najboljšo knjižno serijo. Mito, ti si že vse prebral? In še, jaz sem, mislim, da pred Cibola Burn obtičal, no, da se tako izrazim. To je 4., če se ne motim. 4. Ja. Jaz sem pa glih začel 5. 4. je verjel, priporočam. Ja, ne. To v TV seriji je bilo to Tam planet. Tam planet, ja. Na Ilusu se dogaja samo, da konec je ful bolj spektakularen. Vse to je ravno to, ne. Knjige najprej brati, pa pol serije gledati je bedno, zato ker ne glede na to, koliko hude so Space Battles, so v knjigi actually boljše. Ja. Kar pač sej dejansko ne moreš v vesolju snemati, pa so neke omejitve, kaj lahko narediš. Ampak jaz sem jaz sem tudi loto, ko popucam moj seznam, tako da. Ja. Všeč mi je, da ta serija napram enih, drugih zaključena knjižno. Ja, glej, čeprav mislim, se dodajate neke še stvari, ampak... Zdaj je šla samo še zbirka vseh novel in kratkih zgodb skupaj, kjer mislim, da sta še eno dodala, ampak
te novele in kratke zgodbe se dogajajo vmes med knjigami ali pa pred tem. Ne? Ker recimo dosti jih je pa bilo uporabljenih v serijah. Recimo tam, ko vidiš pred zgodbo tega, k fura OCP, ne OCP. OPA, misliš, kaj že Butcher of Anderson Station? Ja, Butcher of Anderson Station, to je posebej zgodba. Ne? In isto, OPP. Yeah. In isto je posebej zgodba, to, kar. Tudi on Epstein Drive je v bistvu posebna zgodba. Ja. Pa tule, kar se odvija na temu. Na tem planetu zdaj. To je dejansko novela. Ne, je pa, moram to reči, da torej po 2 kratkih zgodbah, ki sem prebral, tale Butcher of Anderson Station pa Epstein Drive o izumitlu tega pogona, ki jim omogoča potovanje po Osončju, pa 4 knjigah, da je ful zanimiv slog. No? Mislim, ni boring, ni suhoparn, je ekonomičen, hkrati dovolj odprt. Pa, če se ne motim, sta ta 2 se učila pri Martinu. Ne? Eden od njih se je učil pri Martinu, je bil njegov asistent in tudi bil tu zraven v Sloveniji z Martinom, pižama ga je spoznal. In sta se še nekaj zbadala, ampak ta drugi pa je v osnovi tole začel delati world building, kot da bi bila igra neka, role-playing game, in potem ni uspel kot igro prodati vsega skupaj oziroma dobiti pri založnikih interesa. Je pa spoznal tega Daniela Abrahama, ki je potem mu predlagal, če bi ona dva začela romane delati. Aha, tako, ok. Ja. In to še moram reči, ker si ti rekel, glede sloga, prva pa druga knjiga nimata verjetno sloga. Ful se še lovijo in sploh, recimo, kar najbolj, ker se jim je bilo jasno, takrat še niso vedeli, kako daleč bojo šli. Druga knjiga, prvih, ne vem, recimo 10-20 strani je najbolj preskočiti, ker je v bistvu povzetek cele prve knjige, ki je vsiljen očitno strani urednikov bil. In potem je tako, da ko se ljudje menijo, živijo ti, ki si naredil to pa to v prejšnji zgodbi. Ne? In potem sem naletel na tega, ki je naredil to pa to in je v glavnem tisto je obupno. Ampak potem v kasnejših knjigah se pa temu izognejo, ker so po mojem sta dobila dovolj avtonomije od urednikov ali pa sta se naučila to malo bolj šnot vplest. Tako da, ja, slog se tekom knjig izboljšuje, praksa pomaga. Ti presneti uredniki. Drugače ste pa kreativni vodji, serija ima 2, tim 2 za kreativne vodje in to sta Mark Fergus in Hawk Ostby, ki sta pa scenarista, med drugim sta pisala scenarije za Children of Men, enega mojih najljubših ZF filmov, in Iron Mana. Tudi to sta naredila. Je skromno pristavil. Zdaj z igralci ponavadi gledamo skozi in bomo tudi zdaj šli čisto na hitro, ampak tukaj v resnici nimamo kaj dosti povedati, ker so dokaj izven te serije, pač niso ravno neki igralci, ki bi imeli do zdaj veliko angažmajo, recimo Steven Strait, ki igra Jamesa Holdena, glavno igro pa Dominic Tipper, ki igra Naomi Nagata, Saj jaz nisem zdaj iz tistega. Dominic Tipper je igrala dostransko vlogo, ampak je igrala in bila cool v The Girl with All the Gifts. Kar je odličen ZF horror zombie film, ki ga vedno priporočam. Tudi knjiga je ok. Potem imamo Wesa Chathama, ki je Amos Burton, on je bil seveda castor v The Hunger Games. In podobno kot nekateri drugi cool ljudje je podcaster. In sicer je delal zdaj za celo to sezono podcast z naslovom Ty and the Other Guy, ki ga je delal skupaj z tem Tyjem Abrahamom. In je bil o Expensu, o tem, kako so snemali, o tem, kako je bilo. Tako da totalno priporočam, ful je zabavno in Wes je zelo dober voditelj The Other Guy. No? Ja. Okay. Potem še Šoreh Agdašlu, jaz sem prav povedal, ki igra Avasaralo. Ona je začela v iranskih filmih, jaz sem si to malo pogledal, pa nekaj od teh filmov sem celo gledal, tega The Report, ki je Rostamija, recimo sem gledal, ampak
Takrat se nisem vedel, kdo je on, pa tudi zdaj se ne spomnim z tega filma. Tudi če z drugimi je delala, s Hatamijem, z Aslanijem, z Rezo Aslanijem, recimo je naredila filme, tam kar precej zaslovela, potem pa med iransko revolucijo zbežala iz države, dobila, mislim, ameriško državljanstvo in prišla do nominacije za Oscar za stransko igralko za House of Sand and Fog, če se kdo spomni iz daljnega leta 2003, skoraj bo že 20 let tega. Igrala je v X-menih, The Last Stand, igrala je Star Trek Beyond, za vlogo Sahide Talfah v House of Saddam, pa je prijela Emija za stransko igralko v miniseriji. Tako da za tiste, ki vas je zanimala naša najljubša preklinjevalka, ali kako bi šlo temu. Kvantačica, ja. Kvantačica, ja. Okay. Nekaj takega, skratka. Frankie Adams igra Roberto Bobby Draper, ona je igrala v Mortal Engines, to je, mislim, da gledal sem igro. Ja. V bistvu je bilo še eno par ljudi v kino, ampak tudi mislim, so že potlačili te spominjo. Mogoče dobro z njih. Kara G igra Carmino Dramer, ona za čuda tudi še ni imela kaj dost velikih vlog, čeprav meni super. Keon Alexander kot Marko Inaroš, to smo se ga vsi zapomnili, zdaj je igral v Tyrantu, to je sem 2 sezoni oziroma 1. Jasai, Chase Owens, Filip Inaroš tudi še nima nekih omembe vrednih vlog, tudi Nadine Nicole kot Mao, Clarissa Mao tudi ne. Kathleen Robertson, ki pa igra Rosenfeld Guiljang, recimo, da sem to prav prebral, ki pomaga Inarosu zdaj v zadnji sezoni, je pa sem se, potem ko sem jo pogooglil, gotovo, da je to ženska igrala v Beverly Hills. Blair Hills Project. Ja, v Beverly Hillsih, to v originalnih Beverly Hillsih iz 90-ih. In isto zgleda, čudež tehnologije. Bila je hčerka od ravnatla, jaz sem to gledal. In pol jim je ful težila in potem so mislili, da so se rešili, ko so šli na faks, ampak ne, ona je preskočila 4. letnik srednje in je šla z njimi na faks. Ves čas sem bil tako, jaz tebe od nekod poznam, pa enako nadležna, tečna si bila nekje. To ni bilo neko, čakaj malo, Zeno, čakaj malo. Ne. Ona na tej posadki... Hashtag Team Brenda. ne, mislim za Beverly, kao za ta... za to posadka, pak da. No, samo pol. Se bomo polja. In pa serija Murder in the First, no, tam je zdaj dosti igrala, nobedno od nas ni gledal, skratka, če pa ste vi, blagor vam, ali kaj? Javite, če je, zakaj? Ja, vi ste tako cool. In to je bolj ali manj to, skratka, pregledali smo igralce, 6. sezona, en manjši recap, kaj v 6. lahko povemo. Nadaljuje se tam, kjer se je 5. končala. Predse. Še vedno imamo bitko z temi teroristi, skratka z frakcijo Marka Inarosa, potem imamo eno stransko zgodbo na planetu, ker sem spet pozabil, kako se imenuje, Lakonija, ja. Kjer se dogaja neko mačje pokopališče, kind of thingy. In to je bolj ali manj to. S tem, da starši na Lakoniji so slabši od staršev po mačjem pokopališču. I guess, ja. Ker v bistvu večina teh stvari se je zgodila, ker so starši res slabi. Mislim, niso nič odnično. Ne moreš kar tako toliko. No, ampak to ti rečeš v seriji, kjer je v zadnjih 2 sezonah 3 vsa fora o slabih starših, kjer imamo Inarosa in Naomi in potem imamo tega Filipa, presnetega Filipa. Filip. Ja, oni so slabši. Skratka, 6. sezona, to je zdaj, da kar preskočimo naprej. Zaenkrat konec, skratka, konec je. Govori zaenkrat, pa še zdaj nisem videl tistega vprašaja. Jaz sem zdaj še malo googlal te stvari, skratka, konec je, absolutno je konec, kar se teh igralcev in tega tiče, kaj ti potem zdaj le to zgodbeni lok nekako zaključuje, če jaz razumem 7 romanov, ne? Zadnja 2 pa sta itak 30 let ali zadnji 3. Zadnji 3 so... Ne vem, na pamet, jaz sem pri 5. romanu, ki... Skratka, zadnja 2 ali zadnji 3 so pa 30 let preskoka v času in skratka, tudi če bo nadaljevanje teh 3 ali 2 romana, seveda ne bo teh igralcev noter, mogoče se bojo pojavili kakšni skrim vlogi mim glede, ampak kakšni cameo to, ampak načeloma ne, je to seveda to. Tudi vsi ustvarjalci so rekli, da je to. Da so oni že od začetka tempirali 6 sezon in da je to pa zdaj zadnja. Mislim, rekla je 6 seasons in a movie. Ja,
End of movie, to bi še povedal. Ja. To je res, ja. Tak, da, Amazon ima čist dovolj denarja, da kaj takega da. Ja, ampak serija pa ni toliko gledana. No? Mi smo kar fani vas. Ko to poslušate, če ne gledate serijo, sram vas bodi, no? Ampak nima toliko ogledov. Ne, Wheel of Time je ful večji hit za Amazon, nedvomno, ampak Amazon je zelo bedna videoteka v končni fazi. Nima dosti vsebin, pa dosto teh vsebin, ki jih imajo, niso. Mislim, čeprav se ti zdi, da ful stvari, ki so se jih lotili, ima potencial, kot recimo serija o Zeldi Fitzgerald z Christino Ricci v glavni vlogi, pa je čist boring. Pa serija o Jean-Claude Van Damme, ki je on igra samega sebe, ironically, pa ni niti približno tako dobro kot film JCVD. Ful stvari, ki se jih trudijo, jim ne rata, razen Expanse pa Wheel of Time. Tako da, ko bo, mislim, for fuck's sake, Apple ima tak 6 serij, pa vse so boljše v povprečju kot to, no. Razen pač te dve stvari hudi, no. Tako da, pa The Boys, ja. Tako da mislim, da če bi se pri Amazonu malo bolj rabijo ali quality control boljši, ali pa rabijo hiperprodukcijo, tako Netflix, no. Pa delavce sad pustiti vsake tok cajt. Kar se tiče Amazona kot korporacije, ki mislim, da tele, ki delajo filme z njih. Misliš, da njih pustijo? Oni imajo sindikat. Ja, dejansko ne moreš v Hollywoodu snemati, če nisi v sindikatu. Snimajo na kanadskem. Ja, skratka, ampak kar gremo, če smo že pri tem, ne vem, pri čem smo zdaj bili. Sindikati. Kako vam je bila 6. sezona v primerjavi recimo s prejšnjo? Mogoče kar prav. Kratko, prejšnjimi sezonami, pa mogoče, če že lahko malo razmislimo zdaj, ko imamo 3-3 razmerje, kaj mislimo o se pravi sci-fi-evi eri Expansa in Amazonovi eri Expansa. To bi bilo mogoče prvo vprašanje. Se pravi, kako 6. sezona, mi to preveč, da ti je bila kratka. Kratka in sladka ali Kratka in sladka, kljub temu, da bi jaz še iz te sladkobe porezal ven malo tistega odvečnega pulfra. Tebi se je zdelo, da še... No, dobro. Kaj ti je bilo pa odveč? Ja, On planet, okay. Pač Lakonija je bilo zaradi tega kratkosti, se mi je zdelo, da kvam jim žereš tle minutaža. No? Ja, mislim, Lakonija bi lahko imela end a movie, ne? Ja. To je to, ja. Ja, dobesedno. Ful je zanimivo tisto, kar se je dogajalo. Daleč bolj zanimivo na začetku, kot to, kaj se tam dogaja z osrednjo štorijo, ampak niso to, koliko smo dobili pač neke kratke odlomke tega, kaj se dogaja z najslabšimi starši v vesolju, ni bilo, ne? Ni bilo dovolj... Ful je bilo zanimivo, ampak ni pa bilo dovolj štorije, da bi lahko se zares razvilo. In mislim, da če bi hoteli oni res 6 seasons na movie, da to bi bilo 6 sezon, potem pa Lakonija, kjer bi oni še se nekako javili zraven noter. Ja, tako sem imel pač feeling, da v bistvu te rajce non-stop z nečim, na katerega itak ne boš v TV verziji dobil sploh odgovora in se mi zdi, za kva si sploh to počel, ker razumem nekako, da se skušaš tu pa tam ustaviti, ker on ta drug del v hashtag v narekovajih v našem osončju, tisti je zelo dinamičen, vojna je neki zaključek teh vseh konfliktov in razumem, da rabiš mogoče tu pa tam kakšno pauzo, da si glih malo oddahneš od vse te groze pa akcije in tako naprej. Samo mislim, da bi pa lahko dal malo, ne vem, karkoli drugega, kot pa to, da imaš tam en veliki vprašaj, tam what the fuck si zdaj, ne vem. Ja, pa samo na koncu pač pusti več stvari odprtih, kot jih odgovori. Torej, pač imamo bitja, ki nazaj prinesejo pač življenje, vrnejo, ne? Ki je Pet Sematary, ampak nek reset button ima. Plus imaš nekaj v orbiti, ki se sestavlja in se je aktiviralo. Kaj? Zakaj? Jaz sem šel po Google, meni ni dalo mira, jaz sem nucal odgovor. Ja, to je od teh protomolecule builder, builderjev so torej launching pad za izgradnjo teh ringov, ne? To je neka platforma, s katero so oni gradili te vse obročke, teh 1400 obročkov, ne, v te vse druge tuje svetove. Kar pa pribije tale Marsovc, oziroma ne,
Tam na koncu v finalu, mislim, da Salazar, tale zmešani brez empatije znanstvenik, ki že od 4. ali 5. sezone bluzi za to protomoleko, tretja, je skužil, kako razbrati nek odgovor, ker prav to mu reče, dobil sem prvi koherentni odgovor nazaj. Pol pa tale poveljnik marsovski Inarusu v končnem odgovoru reče, jaz nimam cajta za tebe, jaz moram iti ubijati bogove. In po moje gre ubijati, zato ker je končno našel, kako uporabljati to orožje, kako protomolekulo uporabljati, gre ubijati tiste, ki so uničili to civilizacijo, ki so zgradile ringe. To je ta neki backstory, ki se je vrtel cel cel v ozadju. In to je pol storija zadnjih 3 knjig? To. In to je ful zanimivo. Jaz bi rad še več tega, ampak... Ja, sej pravijo tudi, to sem bral, da si pač tale štorija so si nekako dal, da če bi slučajno Amazon vseeno rekel, da bi še dalje kakšno sezono ali pa kaj, da bi ta štorija šla nekako naprej, da bi se tukaj še dalo. Tako da, ker drugače stvar ni imela kaj do smisla, v resnici. Končalo se je nekje na sredi, s tistim sploh nismo nič zvedeli, druga štorija je pa šla pač svojo pot. Ampak, zanimivo mi je, ker si rekel, da je prekratka ravno zato, ker po drugi strani se pa meni zdelo, da pa konc je bil pa res pohitren. No? Ja, čisto. In ne razumem te odločitve, če so oni res več čas vedeli, da bo 6. sezona zadnja, zakaj pa samo 6 delov? To za 6 delov je pa showrunner razložil, da ko so imeli pogajanja z Amazonom, so jim rekli 6 delov, da oni so hoteli 8, tudi 10 bi bili zadovoljni, ampak so jim rekli 6 in pol pač so skozi spravili v 6. No, ker meni se pač zdelo, meni je bilo vse tle super, posebej zadnje epizode se mi je zdelo, da res spet to vesoljsko bitko, no? Da je to spet nekaj takega, česar mi še nismo gledali. Niti ne na TV-ju, niti na platnih, pač meni se je zdelo, da je to nekaj res novega, nek nov pristop do tega, kako narediti to, hkrati dinamično, pa hkrati malo resnično, realistično, da ni vse bum, bum, tresk, ko vesolju pač mi delamo, ampak so neke realnosti noter, ampak obenem se mi pa zdi, da je bilo pa vseeno ful dinamično, ful zanimivo, ful si vedel, recimo, jaz že dolgo nisem videl toliko dobro režiranih teh vesoljskih bitk, kjer ti vedno veš približno vsaj kje je kdo, kaj se dogaja, ker to je ponavadi gromozanski problem. Tukaj pa malo si videl na radarju, malo si videl, kako si grejo, malo so ti posnetki. Meni je bilo to super. In zaradi tega sem bil totalno razočaran, ko pride zadnji del, ker je pač ti Inarus in oni umrejo med, ne vem, enim grižljajem, kokice in drugim. Sploh nimajo nobene dramatike, ni v nobeni smrti, zato sem jaz najprej mislil, da valjda to ni konc, valjda to se mora nadaljevati, Inarus ni mrtev, to je bilo samo neki. Ja, predvsej pocenijo odnesel za vse, kar je naredil. Uničil zemljo. Svoje ljudstvo pustil stradati in tako naprej. Pa na splošen slab karakter. Douchebagger. Za svoj douchebagger si je zaslužil. Man bun. Tudi to je. Pa Naomi, kako jo je matron čakaj, to bilo prejšnja sezona. To pa mi je bilo najbolj bedno. To njeno trpljenje. Ona je najbolj cool lik in potem smo imeli celo sezono, kako ona in potem trpi in potem trpi in trpi. In še zdaj, kljub temu, da je še vedno najbolj cool lik, pol mora imeti ono panic attack tam mes, kar je logično, da ga ima. Lahko bi bila še malo bolj cool. Definitivno ni se ta njena ni se to zaključilo v redu, nima ona nobenega ne maščevanja, ne odpuščanja v končni fazi, karkoli bi bilo, ampak ta njen odnos je pač kar zdaj bomo mi to pržgali, ne bo popapalo. In tudi to s Filipom je bilo kar naenkrat pač nobenega upiranja temu, da je pač Filip na tej kurčevi ladji. Ampak ni. Ja, dobro, ampak ona ni vedela. Mislim, imela ta pač emocionalni, rečemo temu napor, da stisnila. Rečemo temu napor. Veš, kak je, on slow motion, kako gleda on gumb, pol pa tisto jukanje, podsmeranje v breztežnostnem hodniku. To je to. Mislim, malo več je zaslužila, se strinjam. Tudi lahko bi vse dobila en blip od Filipa ali pa nekaj, ena pikca šla mogoče. Malo upanja. Tako na koncu sta ona dva sama, oni pojsli tam z Holdenom in je tako cozy sicer.
Tako da, ne vem, meni se zdi, da ta del, ki se je dogajal v Osončju, bi meni zelo zanimiv, dinamičen, te akcijade, tako kot si ti rekel, meni so ful spominjali na videoigre. Ker takšno POV, naprimer, perspektivo, sem jaz zgolj v, rečemo, TIE Fighter vs. X-Wing ali v teh pač Star Wars simulacij videa, v videoigre. Jaz mislim, da misliš o ne igrice, ko si čist na spodi, pa strelaš v ne ladje, ki ti gledajo nasproti. Shut the fuck up, ti si še en. Ne, to sem dobil eno zelo dober feeling, da so se potrudili pogledati malo ven iz tega, kar je bilo posnetega, pa šli mogoče res v ta gaming svet, kjer so malo več teh, kako ne rečem, teh simulacij naredili, kjer je mogoče ena taka zadeva včasih bila pokazana ali pa že narejena boljše. No? In to se pozna, ker je ena lepa kvaliteta noter. Ta geografija štima, kar mislim, da v prostranosti tega vesoljstva, kjer so samo ene pikice, ki se streljajo drugega, moraš ti vedeti, kje se kaj dogaja. Ne? Tudi nasploh imajo zelo lepko, preko cele serije so v bistvu imeli lepo skrb non-stop s temi hologramskimi zemljevidi. Da dvigne neki gor, pa tudi če sam buli nekam v praznino, ker pri večini igralcev se vidi eno tako prazen pogled, ki kar gleda nekam. Ampak tisti zemljevid je meni ful pomagal. Predvsem mislim, da enkrat druga ali prva sezona, ki Alex, naprimer, plotira eno pot okrog vseh Jupitrovih lun, naprimer, to je tiste bilo jazno. Super. Kar bi še igra je bila meni všečna. Tudi. No, dajmo biti iskreni. Inarosast obup. Meni je bil okej. Filip malo manj ne zna igrati. Meni je bil pa Marko malo bolj. Dobro, meni je bil Marko tudi čist, pač dramatičen, kaj zdaj? Ja. Meni pač tak drama Queen Belter. Čist, pa tudi tako reč, v prejšnji sezoni sem ga malo še nucal, da sem se ga navadil, zdaj pa ta njegova kadenca govora, predvsem to si najbolj zapomni, ker on nekako tako govori, Kako sem se ga pa ful navadil, veš, tako se mi zdi, skandiga, tako moraš, za revolucijo vedno moraš tako govoriti. Itak, pa to mi je všeč, ker taki majhen je ful, veš, ampak vedno najde eno škatlico dve, da stopi gor, pa poda on svoj veliki govor, tako da, meni se prikupal polno. Ja, pa tle noter je bilo malo variacije tudi z njegovi. Ni bil samo tako, zdaj bomo mi vse potamanili, super smo, najboljši smo, ampak je imel tudi malo dvoma v unem pač spopadu z... No, zdaj jaz sem čist na koncu neki. Ja, to je res. Je pa tudi malo hecno, ker jaz mislil, da bomo to nek dvom še večji dalo, pač, da bo sledil nek spopad, ko Filip najde to torpedo, ki ga pač Holden ni sprožil, da bo to neki potem pa ni nič. Pač to je to. To je to. Ja. Niso ga sprožili. Ja, kjeri luzeri. Ampak moraš računati, da ena stvar je pač storytelling, druga stvar pa je, če hočeš biti realističen, če bi najdli nek tak torpedo, nikoli ne bi ugotovili, to bi bilo to lahko. To je mogoče tudi res, Ker se pa trudijo celcajt za nek realizem. Kar je meni najbolj manjkalo v tej sezoni, pa je bilo to, kar so v prvih sezonah ful dali na world buildingu. Imel si ti neke subkulture, te tipi, ki šopajo okrog satelitov in lun, da pospešujejo in probajo preživeti. To je bila recimo ena taka fulušna stvar. Imel si v prvi sezoni pulenih zadev, ki je tale policaj se učil. Imel si Millerja. Millerjev partner. Millerjev partner, ja. Pa imel si recimo tale, kaj je že, West Chatham, kako mu je ime? Amos, kako hodi v bare in kurbišča in spoznava ljudi. To si pogrešal. Ne, mislim, in pač malo prikaže pa razloži, kako si tukaj zdaj na koncu pa pač gre in se napije in pol gre spat in to je to. Ja, ampak to pač Amos. Ne, mislim... Ja, malo se zgubil. Malo imaš da Amosa, ki ti predstavi nek svet, ali pa imaš Amosa, ki je zgolj nekaj. Mislim, v zadnji finalni sezoni full časa temu posvečati, pa se strinjam, lahko bi bilo neki, ampak zopet po drugi strani 6 delov imaš, pa itak že odžiraš tretjino cajta z onim brezveznim Cat Cemeteryjem, planetom, pol pa še boš noter world building meto, ki bi mogel do zdaj v 6. sezoni stati na mesto. Ja, vem, ampak world building je razlog, zakaj to gledaš tudi. Ne samo zaradi akcije. Je pa res, da malo je manjkalo teh perspektiv, Mars je
neobstoječ, bolj ali manj takrat. Mladje delajo zdaj za zemljo in za vse skupaj, da grejo proti Belterjem. To malo je tega je precej zmanjkalo. Ja, ta politika zmanjka. Ona je sem še se pač bori in pač malo je te neke čudne strategije napadov in tako. Edino, kar je bilo v prejšnji sezoni in v tej tale ful dobro prikazano, kako si te ladje familijo naredijo, recimo skozi Dramerja in njeno sceno, da so to v bistvu neke napol hipijske komune, kjer so vsi vsemi zato, ker v bistvu kaj pa češ, če si toliko cajta stak z istimi ljudmi, ne? Kaj pa češ? Mislim, moraš imeti vse rad, ne? Ja. Če nimaš vseh rad, pa imaš probleme, ko si na, ne vem, koliko, recimo 200-500 kvadratih mesece in mesece. Ja. Tudi če bi jih imel rad, bi se sleko prejemel problem. Ja, I get it. No, kako pa vam je bila pač tale zdaj, če malo primerjamo, kako je bilo prej to pri Sci-Fi, kaj je pri Amazonu boljše? Preklinjanje. Mislim, Christian je, ne? Ja, prav vklopi se v 4. sezoni in začne preklinjati. Je res, da je že prej uspela ta lik narediti čist isto badass, tudi brez tega, da lahko reče fuck, ampak prav vidiš užitek v tem, ko lahko reče fuck. Jaz bom pa tako rekel, da bi to Sci-Fi kljub temu, da je po 3. sezoni spustil, ni šparal. Vem, da se kontradiktorno sliši, ampak ni šparal. Meni se zdi, da so si vzeli čas, malo več časa, tudi za worldbuilding, za vse te zadeve, tudi za novele, za kratke zgodbe noter, da so furali neko zadevo. Neko pač po Amazonovi pa se čutno, mislim, tišanje skupaj, pospeševanje in tako naprej, kar mislim, da je prej požrlo ene like, ki bi lahko imeli malo več prostora, Dramer ali pa Ashford, naprimer, to bi se lahko bolj razvilo. Ja, kljub temu, da hvalimo akcijo, je bilo pa veliko poudarka na akciji. Razumem, da je to tudi zgodba, da pač zgodba se pač tako vrti, da gre seveda proti vedno več akcij, ampak vseeno mislim, da je to mogoče tudi malo vpliv Amazona, da je pač ta nek spektakelski vidik serije, ne. Žal, tako kot sem pač rekel, nima toliko gledalcev, tako da tudi z tega vidika jim vseeno ni ratalo v bogemu Amazonu. No. Ne vem, mogoče je to bogemu. Mogoče to ena lekcija, ki zdaj, veš, ta serija je preživela zaradi pisemske kampanje, recimo temu, svojih fanov, ne. Da bi se pač, ker to ni prvič, da se to zgodilo, tudi Star Trek 3. sezona originalne serije je doživela luč sveta zaradi pisemske kampanje svojih fanov. In obe dve zadevi bi se takrat zaslužile, da se mogoče producenti ali ustvarjalci obrnejo, vprašajo, kaj vam je pa fucking tak všeč pri tej zadevi, ampak to do zdaj je bilo vedno tako, nekaj je folko všeč, samo nadaljujemo to neko stvar ali pa naredimo kao mogoče to, kar mi kravatarsko mislimo cool. Tako da, to point je, da pač mogoče za naslednjič, če se še kdaj kaj zgodi, da vpraši fere. Zakaj je me to cool? Čeprav pač definitivno jaz bi še pač gledal to, v ta svet pač šel in definitivno pač mislim, da tole s protomolekulo pa z njenimi graditelji pač to ni končano in dejansko v tem, kar je, dejansko so to ful vlekli in ravno Amazon je začel totalen poudarek na tej plati zgodbe, ampak na koncu, potem ko so se odprli ti obroči, je ta zgodba pač nehala biti, je šla, spet se malo zgubila, oziroma tle smo zdaj imeli nakazano 1001 stvar, pa nič narejeno, mimo grede, to niso obroči, to so obodeki. In to bi jaz definitivno bi še pogledal nekaj, kar bi raziskovalo pač to plat, zdaj ne vem, kako daleč je to v knjigah, nekaj nisem bral, pa ne vem, ampak če je v knjigah ta stvar razložena, oziroma malo bolj raziskana, bi jaz definitivno pač preskočil teh 30 let, pa pač rad videl, kaj je naprej. Tudi koliko jaz razumem, v knjigah to nadaljujejo, predvsem tale aspekt avtonomije, lakonije, ker oni tale tip, ki na koncu govori v kamero, je neki marsovski poveljnik, ki ima full hood backstory, da je zelo dober v logistiki in on je kot študent, mislim, da dal nek papir Marsu ali neko doktorsko dezertacijo, jaz lahko pisto prevzamem,
brez izstreljenega strela, metka, kao celotno osončje, ne, tak dober sem v logistiki, ne, pa so ga vsi tako neki bla bla, odjebi fante in je našel priložnost v tem. In tudi, ko Inaros on reče, on v bistvu na znanje, mi ne nucamo več vašega osončja. Mi smo samostojni, Keren nekako je že našel tamle vse vire, da obstanejo. Ne? In našel jih je v tem, da je končno začel to tehnologijo, ta tek, protomolekule uporabljati. In to v knjigah mislim, da potem nadaljujejo. Ne? Da v bistvu se zopet pač sooči in tale neka civilizacija, ki je uničila builderje in bla bla, vse to skupne. To more biti po mojem epik. Jaz tudi ko me čakam, da preberem vse to skupaj. Ampak zastavljeno je pa zelo široko potezno. Pa si Miller vrne? Veš kaj o tem? Millera sem pokopal. Malo smo ga pogrešali, zdaj ga niti kot duha več ni bilo. Meni je bil res kolik. Drugače smo reči, da zelo všeč mi je bil še pač ta konec. Po koncu, skratka, ko imamo, ko Holden pač prevzame to šefovstvo, te neke nove alianse in potem naredi edino pravo stvar, ampak zelo tako res, tako podobno Jonu Snowu iz Game of Thrones, skratka, I don't want it, in kar preda to Dramerjevi in je tako, se mi zdi res tisto, ker točno to, kar on pač pove, prava reprezentacija je, da pač res imajo ti ljudje, ne da nekdo spet en beli lepotec tam prevzame, skupaj, da je mir, je pa pač face fun. Tako je, in to se mi je zdelo pač zelo fino in taka, zelo woke zadeva, zdaj bom razveselil vse vne moje poslušalce, ki imajo najraje te moje komentarje. Jaz bom pa to malo obrnil, pa bom rekel, ne bom rekel, da ni woke, sploh ne, ampak da so vsi nekako heroji ratali, tako so non-stop, niso hteli biti heroji, Holden nikoli ni htel biti heroj, ne Amos ni htel biti heroj, tudi Clarissa nikoli ni htela biti heroj, noben v bistvu, ampak vsak dobi nek ta moment, se mi zdi zdaj proti finalu, ne? Amos se požene tam po one ploščadi, da v bistvu prodre skozi, Čete pa potem Holden herojsko odstopi in tako naprej, Naomi more tudi preko svojega naveze na Filipa in tako naprej, tako vsi dobijo neki Dramerca, na primer, total hero. Dramerca je the best lik. Kako je že ona, prav všeč mi je ta scena, v bistvu njej prerešetajo lukno, ker se Markos zelo brihno, gverilsko skrije tam za nekimi kontejnerji in tako naprej, kamuflira v bistvu ladjo, njej je naredil fucking novo okno, razumeš, na ladjo, pa on reče fucking ramming speed mi daj, razumeš, da ga zapičim noter, pa še ona tako reče, ne moremo, ker bo reaktor eksplodiral, pa kako že prebija nazaj, mislim, da še boljše. In pa te me prepozna. Zato ker v bistvu on tip, ki pa stranski lik, se prvi spomni. Se prvi spomni, pa on je pa ta pravi pirat, ki še prav tako reče, sem zvizna, ne taka lušna fora. Nasploh to tudi tale vesoljska bitka na teh gnezdih strelskih, skratka na obročih, to je tudi nekaj fenomenalnega, kako tam in Amos in Bobby pač dejansko greta neke rambote in tamani, noro je, skratka tudi vizualno res stvar, ful dobro deluje, tako da, se pravi, spet pride ta konec, ki je kar, oni so mrtvi, kaj? To je to. No, mogoče pa Filip živi dalje in bo zdaj pač, mislim, gotovo živi dalje in bo on 30 let. Kar se meni zdelo narobe pri Filipu, mislim, mnogo stvari, ampak on ima tega, ko ga demotajo, ima on tega frenda, ki mu ful pomaga in potem, ali je na koncu on actually šel tega frenda zraven vzet, ko je pobegnil? Ne, zakaj bi ga? Ker je on frend totalno cool in ker obvlada tole prevozno sredstvo. Da on frend gre, on pa pol odide. Meni se tamle na tem mostu kako že imeti ladje, pozabo, Pela, ker imaš Markota, Filipa, pa tale Rosenfeldovo, ker so tako zelo trije zanimivi liki, ker ona je nekako najbolj trezna od izmed vseh teh fuckerjev. Naredimo pravo stvar, ampak vseeno smo full za stvar, mora biti belt overall, pa tako naprej. Marko je bolj ali manj blazen, polovico cajta je sam blazen, z glavo skozi zid, Filip pa tisti kot neka vest, tamle gor, mislim taka Markotova vest nastopa, vse meni je tako delovalo. Na začetku sezone vpije svojega najboljšega prijatelja. Ampak tudi v takem pijanskem izpadu, kaj je svoji mamici naredila. Ne probate razložiti. Niti malo ga ne opravičujem.
samo hočem povedati, kako med sabo imajo neko interakcijo, ki deluje na ta način kot nek ego, super ego. Mi je bilo malo žal, v bistvu, kako ona tudi, v bistvu zelo tako obstranska smrt, v bistvu ta Rosenfeldov. Mimo grede, takole, cepne. Dobro, to še nekaj vzkladam, ampak meni ves ta razvoj Filipov mi je tako čuden, pač on je malo za, malo proti, malo ne ve, kaj bi, pol na koncu pa spizdi, kaj na strahopetec, ker ni da je on začutil, on še je dva dela prej začel hajpati ljudi v kuhinji oziroma jedilnici, karkoli so pač tam imeli, češ, fotak pa ve, mi smo za belt, pa tako. In pol jaz ne vem, kje je njemu kliknulo, razno mu je kliknulo, mi bomo vsi crknili zdaj tle. Pač nisem imel feelinga, da mu je kliknulo, da on ne dela, da to, kar fotak počne, je pač res ta blaznost in da jih bo vse pelala samo direkt v smrt. Ker je imel ful teh momentov, no? Ja, je imel, ampak mislim, da kaj bi že ta zadnji nek dogodek? Ona umre. Ona umre. On mislim, da takrat, po moje, ugotovi, da če ni Rosenfeld zraven, ki bi držala ga nazaj, pa usmerjala, da pol nimajo upanja. Mislim, da je to, kar pomeni, da pač on je preračunljiv strahopetec. Hvala, Igor, Ja, bolj pa sem še Marko skače, in narijo. Res, in Ares je pač je ta res revolucionar. Meni je pač njegova štorija zanimiva ravno zaradi tega, ker je pač ta dvojna, mislim, je pač kompleksna, ne, pač vseeno, veš, zemljani so jih tolkli, on vedno pač vse te stvari pove, glejte, kaj so nam počeli, zdaj bomo pa mi kaj, ne, zdaj se jim pa mi mahčujemo, ne, zdaj pa pač to je tisto, to, kar so oni njih več smeli to prikrito pasivno nasilje, ampak oni pa pač nimajo te možnosti in lahko grejo samo v odkrito teroristično nasilje. Zdaj mislim, da dramercom avasarali najboljše, pa veš, ste ga vi naredili. Točno to. In to se mi zdi z tega vidika v redu, to sem pač jaz rabim pol neko kontro in Filip, tako kot je Igor, tudi rekel pač mal, nimam, pa bi lahko imel, ne, tudi ko on o onem bratu govori, ne, ker brata je kdo ubil? Marko in Aros, ne. Oni so ga ubili, ker so nastavili one bombe tam gor, ne. In skratka, tam bi njemu tudi lahko kliknil, glej, ti se boriš za stvar, ampak krati za to stvar umirajo drugi, dokler so drugi belterji, žrtvuješ, ti pač ni problem, ne. Ker to bi bilo tisto, kje bi jaz rekel, da je moralna sivina, ne. Ok, ti si za belterje, pa tako, ampak hkrati pa ti odločaš, kdo se bo žrtvoval, kdo pa ne, to pa vseeno, sorry, nisi ti Bog, da bi lahko to odločil. Nisi ti Bog. V knjigi, koliko sem bral 5. knjigo, kjer se pojavi Filip kot lik, prav na začetku je on vodi en napad in on je killer, on je 15 let star, pobija tam ljudi in tudi se zave, dost sred tiste akcije, da dva njegova človeka, ki sta na eni drugi točki, jih ne bojo mogli rešiti in da jih pustijo. In ona dva, še preden grejo, imajo ekstrakcijo, pridite nam pomagati. Ne. In Filip gre naprej in prvi zadnji stavek po glavi bil njegov 15. rojsten dan. Recimo tega v serijo seveda niso mogli dati, pol bi še manj sočustvovali s Filipom, ko smo že itak zdaj, no. Tako da. Skratka, to je nekako, kaj še je bilo takega za omeniti v tele seriji. Avasaralo, da imamo omeniti. Mislim, zdaj, edino, kaj še nismo v robi, pa Avasaralo. Meni Avasaralo ima mogoče tle malo manj zadelati, bom se tako izrazil, ker pač zadnja sezona je akcijsko tale zaključno orientirana, ona je vse na tisti bolj, kako naj temu rečem, diplomatski lik. Političarka. Političarka, ki ima reši to foro. Ma sicer zadnjo sceno, ki mi je totalno cool, ki v bistvu ni videla, kaj bo Holden naredil in tudi zelo dobro kovne tamle. Pa še vedno se smeji, tako zelo za kamere, ki zadaj fotka. Vse sem vedela, vse je bilo pripravljeno. Ne, ker mi je tudi všeč, ker je on je njo čist prebral, pa tudi ona je vedela, da ima prav, kar je naredil in tudi tako je rekel, vse dobro veš, da ima prav, tako da ni se pizdi. Mislim, da mu ona samo potem reče, upam, da imaš prav za voljo vseh nas. Mislim, da je tako, da se malo vda. Ker meni je bila tudi tista scena, ko so za mizo, pa Holden, pač kako vsi naenkrat njega gledajo, je bila totalno neprepričljiva in potem sem pomislil, sam ena, hvala Bogu, da je pač bil ta preobrat,
ker je izgledalo res tako, da je Holden nastavo, ne? Vse skupaj, pa se nekaj dela, jaz, pa ne, ne. Hkrati pa vse, kar je povedal, je točno nanga ciga. In tako, ampak pol na koncu s tem obratno, pa se mi zdi, da ravno ta scena pridobi pač na neki vrednosti, ker se vidi, kot da je Holden res malo tako zvito im sebe dal, samo zato, da je pol ker vedel, da pač on lahko odstopi in da dramerjevi. To se mi je zdelo pa super na koncu. Ja, drugače ona nima toliko dela v tej sezoni. Nekaj edino, kar ima za tole dokumentaristko oziroma novinarko, da bi to skušal tam, rečemo temu, kao propagando furati. Saj naroči propagando, je propaganda, kljub temu, da reče, da ni propaganda. Ne, ti moraš samo dati obraz na cifre. Je to. Ampak drugače pa niti ne. Z Marsom se enkrat sporeče, kao mimo ladje poslali, mi pa ne, to. Drugo je pa bilo vse po spisku. Pa jamra tam, ker je v bistvu narost prisilil v kot, ko ob zasedbi Ceresa in narost vse zaloge pobere. Kar je, moram reči, da kar genius move. Prašiči, ampak genius. Se mi pa zdi skrajno neumno od nje in vseh ostalih, da niso skapirali, da je bomb en kup povsod in jih šli takoj iskati. Najprej bomo nahranili ljudi, najprej bomo pogledali, da ni kakve fucking bombe, ker smo na vesoljski postaji sredi fucking vesolja in če tu stvari raznese, bo nam zraka zmanjkalo. Ko bom rekel, ves ta folk, zemljani in marsovci, je zanimivo, kako od 4. sezone naprej podcenjujejo tega človeka. Kako nimaš najhujših možnih scenarijev pripravljenih. Fucking slovenska vlada ima najhujše scenarije pripravljene za najbolj bedne, brezvezne agro zadeve, razumeš? Zihar. Ne rečem, da bojo uspešni, ampak da jih ima. Medtem ko pa tukaj folk ne more predvideti, da bo v bistvu, kaj pa če bo ta folk, ta človek, ki nam meče asteroide kot za šalo, pa pobija milijone, da bo mogoče tako čisto za brezvezem žrtvoval milijonski kamen tam Siris z imenom svojega folka, veš, da tega ne predvidijo, da bi kaj tazga lahko naredil. To me je presenetilo, mislim, da senator oziroma Palpatine bi temu rekel lack of vision. On je pravi, da govori. A veš to? Palpatine bi se z Markusom in Narusom predel. To dobro razumem. Jaz mislim, da je on že na neki točki prestopil na dark side. Tam se ni dalo več pomagati. Druga pa ona ni imela nič kaj preveč za početi. Bobby na drugi strani pa tudi. V prvih delih je imela zgolj I hate this job, pa pride na Rosinante. Pa zdaj pa pač na mesto Aleksa na Rosinante. Pa Clarice imamo tlene, ne? Moram reči, da sem... Ona v bistvu dobi Clarice, torej ta Maotova hčerka, ki je v prejšnjih sezonah želela Holdena ubiti, zdaj pa jo je Amos rešil iz zapora in prepeljal gor na ladjo. Evo, to je recenzija, oziroma obnova. Meni je všeč lik, kljub temu, da je bolj zadržan, pa vem, da so morali tle dost delati okrog Aleksovega lika, manjko tega. Ampak ona dobi na koncu neko diagnozo, da bo umrla čez 5 let in jaz sem mislil, ona se bo žrtvovala, ne vem, kaj bo. Mislim, da zihar, da bo ona dejansko umrla. Pol pa ni, pol pa tak na koncu tiste zadnje scene, ki jih imajo tam v oni mess hallu oziroma v jedilnici, tako družinsko, prijetno, toplo, vsi jo sprejmajo, tako fino. 5 let tudi ni malo cajta. Hočem reči, da me je to presenetilo, ker ni šlo v te neke, kako ne rečem, klišeje, da pač bilo bolj humano. Pa ona je čisto v redu like, smo ga tudi reči, tako zelo rezervirano, pa krati niso takoj potencirali ljubezenske zgodbe med njo pa Amosom, ker je bila tako pač dana dejansko da če zdaj mu pa ona hvaležna ali ne vem kaj. In tudi on ni pač gre kar v kurbišče, sploh se ne, kaj dost ne, pač on bo plačal, nima. Amos don't give a fuck. Tako da to, mogoče mi je bil tudi malo Amos potisnjen, se mi zdi, v zadnje, razen teh zadnjih bojnih scenah. To sem hotel reči, da mi to se mi je dopadlo, da ni bilo pač te takoj predvidljive ljubezenske zgodbe tle vmes. Pa še nekaj sem hotel povedati, ampak zdaj sem pa tisto sekundo tudi pozabil, kaj sem hotel tle. Nekaj pripomniti zraven. Okrog Amosa. Ja, ne vem, nekaj sem še hotel. Hotel sem še sem reči, da vseeno so se pa spomnili tega lika, ki je v prejšnji sezoni umrl, kaj je že bil
Aleksa, ja. Večkrat so ga spomnili, kar je ok, cool, ker to rabiš ti za kontinuiteto serije. Ne morejo oni kariti pa. Ja, tudi javili so se not vmes in tale genetik, ki je dal jim recept za hrano. Ja. In tale pridigarka. Točno, Volodnova. Tako da so imeli neke te. Imeli smo par ljudi, ki so preživeli prejšnje sezone. A se spomniš, ona ti je bila všeč? Čisto tako, kar se tiče finalov, skoraj da boljši kot Game of Thrones. Ja. To definitivno. Ni tako težko. Ja. V knjigah dejansko delajo še več teh callbackov, ker recimo, ko v Cibola Burn, ko so na onem planetu, Ilusu imaš, da je poveljnik security-ja, ki je gori na ladji, je on tip, ki je bil partner od Millerja, pa tip, ki v bistvu sproži bombo na začetku, teroristični napad, ki pač povzroči, da šatl raznese, je njegov sin umrl med poskusi, ko je Holden potem rešil od tega tipa hčerko, onega pa ni uspel, ker so bili malo prepozni. Ja. Prav tako imaš te povezave. V bistvu v knjigah deluje vesolje malo manjše. Ampak hkrati pa tako rabijo, da pridejo od Ringa do Ilusa, rabijo pol leta. In pa tako, oni imajo, poklicali smo backup, da bo prišel pogajalec čez 6 mesecev. Ja, sit back people. Ja, gledaj, ne morajo vsi biti little fingeri. Tako da jaz tudi moram reči, da konec koncev zelo fina serija, jaz se veselim, ker bom po mojem čez par cajta še enkrat pogledal pa malo celo. Malo se je to vseeno, prve 3 sem pogledal, mislim, da v šusu, ker so bile že 3 zuni, bolj je bilo pač nek mal zeval, zdaj smo vsako leto gledali eno, tako da to še vedno se splača pogledati. Pa tudi veš, Aljoša, vem, da tebi to ni mogoče tako blizu, ampak knjige lahko prebereš. Brati, kaj je že to? Bratje, kaj je že to? A so tudi zvočnice? Ja, najbrž. Ja, sej kaj sem se boh vprašal. Skratka, mi vabimo k ogledu. Nekaj bomo mogli najti. Če zadnjo to nas spremljalo vsako sezono skoraj ne. Sej imamo Star Trek. Vedno tudi dost vredu vesoljska serija. Se najde. Skoraj da to kultna Expanse. Skoraj. Zdaj bomo imeli kmalo Picard, season 2. Imeli bomo marsikaj. Še ena Amazonova produkcija. Ne. Samo tam je pač zaenkrat predvajano, ampak pol junija bojo pa skinili. No, ampak definitivno se veselimo, če se bo res izkazalo, da vsaj Agdašlu ne bi prišla v Wheel of Time. Katsuane. Tako je publika na Twitterju zahtevala. Pisemska kampanja. Jaz mislim, da je to kar popularno zdaj. Jaz mislim, da uporabimo ta naboj cancel culture nam vprit. Dajmo jaz biti dramerco nekam dal. Definitivno je dajmo kar en se znam narediti. Kam mu dali dramerco? Tako drugače, če bi delali Xeno remake, Bobby daš not v katerokoli vlogo. Kdo bo pa Daniela? Dramerca, kaj reči? Mora biti ena blond, mora biti ta kontrast, da si ljudje da ločijo dve ženski, dva lika. Jaz bi dal na mesto Ksere, bi dal eno iz maorskih plemen. Sej, odkot pa misliš, da je ta igralka, ki igra Bobby, Samoan, je okej. Pa sem preslišal, da s njo omenil. Ona bi bila za Xeno, Ja, super. Filip Inares pa ne rabi več igrati. Tukaj ne. Sej nek mulc ne bomo uničeval karijera že na začetku. Ali pa Marko Inares, si predstavljaš audiobook. Marko Inares. And then, stari. To je zalaufat, po mojem, dobro, kaj tako lepa. Definitivno bi lahko Expanse prevedel v to belta lauščino, pač v to, v njihov cel v jezik. To bi bilo mogoče zanimivo spremljati, če se bojo trudili z to kreolščino. Belta kreol. Kot to nov jezik je pa, to smo pri vsaki sezoni zdaj omenili insanely cool. Totalno. Skratka, dragi naši, to je bila naša najljubša serija, zdaj bomo videli, če bo kdaj še kaj posnel.
Če ne, bomo pač... Lahko pa nam vi povete, kaj je naša nova najljubša serija. Mogoče bo tako, bomo rabili kakšno novo, javite se. Do zdaj smo v Witcherja delali obe sezoni, mogoče pa to. In smo v rubriki, kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo. In kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo. Igor, ti si. Prvi Igor si je zbral, je imel neki cajt, tako kot vidimo. Igor je prebolel COVID in je zdaj pravi Sovjet. CCCP, Mito, ti tudi? Jaz tudi? Ja. Samo jaz nisem ni Ivermectina uporabljal. Se ti tudi ne, če sem. Skrat je še vedno vata gliste, to hočeš tam. Okej. No, Igor, kaj si gledal? Tragedijo, Niko. Torej, spoiler, Tragedy of Macbeth, tragedija Macbetha. Kaj se mu kaj slabega zgodi? Ja. V bistvu njegova žena mu reče, kaj če bi ti vbil kralja. In on to naredi. Ni se spoiler tega. Torej, že drugič danes govorimo o zadevi, ki je naredil Cohen. Igor ima zgodbovni lok. In tole je super. Mislim, glej, vizualno je nekaj najbolj odštekanega. Bral sem reviewje, ki pravijo, da ful je lepo za pogled, ampak to, da govorijo ta čudni jezik, pomeni, da, in mi ni všeč, pomeni, da sem idiot očitno. Krasno je, ful je dobro prevod na Apple TV-ju, če imate v slovenščino podnaslovljeno, uporablja Župančičev prevod Macbetha in je super. Res je krasna zadeva, če vam je všeč Shakespeare, če ne cenite Shakespearea, pa mogoče ne gledati. Najboljša priredba Macbetha pa še vedno ostaja Kurosawa, ki čisto dober film, Krvavi prestol. Tudi druge verzije Macbetha so vrejo, ampak Krvavi prestol pa je dešet in tale je super, ampak čisto nekaj druge. Gledal sem film z naslovom Ulica nočne more, Nightmare Alley, in sicer 2 ta filma. Letnik original, prvi film, letnik 47 je vrel. Nov film, letnik 2021, je pa še malo boljši, ki ga je naredil Guillermo del Toro. Prvi ima tak zelo dober začetek za tiste čase, tak glavni junak gleda geeka. Mimogrede, ta film je pomagal ustoličiti izraz geek, ki v tem pomeni, tu je bil v teh karnevalih en tip, ki so ga kao rekli, da je nekaj med človekom in opico in je med drugim grizo glave bek kuram, živim. Geek. Okay. Prvi film, ta prvi se začne z tem, da ta glavni junak gleda tega geeka, pa si reče, kako lahko to tako nizko pade, jaz že nikoli ne bom. Zelo pomenljiv začetek. Okay. To si vsi rečemo. Ful je temačen film, zelo dobro narejen. Glejte, mislim, ta prvi film ful je vredno gleda. Ta remake, ki je zdaj v kinu, je pa še malo boljši, ker doda barve, doda boljšo karakterizacijo, doda pol ure. Zraven Del Toro ga je režiral in na tej točki, mislim, cast je fenomenalen, ampak na tej točki se mi zdi, da to, da daš ljudi v film poleg Kate Winslet, je malo žaljivo do teh ljudi. Ne, Kate Winslet, Kate Blanchett. Ker, mislim, Bradley Cooper ima par nominacij za Oscar, je čist podobni igralec, ampak ko ga daš poleg Kate Blanchett, pa tudi če bi bil tam en manekin namest njega, se vseeno. Kate Blanchett je res amazing, tu not. Gledal sem The Big Sleep, potem sem se tudi pogovarjal v kinoteki z Simonom Popkom ob izidu knjige. Ste to snemali? Veliki spanec. Ne, to se ni posnelo, če niste bili tam, ste zamudili. In ful je dobra knjiga, film pa tudi zelo vreden. Jaz sem jo včeraj iskal v Aleji, še to ni zunaj. Je zunaj, ampak Aleja ponovno nima modernih klasik. Ful jih ima modernih klasik, ko samo tega. Mogoče pa je bil prodan v Aleji.
Mislim, da ta dogodek, ki smo ga imeli v kinoteki, je spodbudil Tako. ljudi, da Tudi jaz mislim. So šli najprej v Leo, pa meni moje kopije vzeli. Iz Šiške so, kaj češ. Torej, gledal sem Batman in Harley Quinn. Ful dober film, animirani, hilarious, ful gre preko teh nekih meja, actually Harley Quinn seksa z Robinom oziroma Nightwingom in je zelo cool narejeno, ni dejansko Harley Quinn lik, ni seksualiziran, ful je dober humor, tak res, na glas sem se režal parkrat, pa Batman je tako da itak. Kaj ni smešno na Batmanu? Ja. Autopsy of Jane Doe, zelo vredu horror film, naredil ga je tip, ki je naredil Trollhuntera, tisti norveški film. In je full dober suspense, tak drži pač foter pa sin, ki imata to mortuary, delata avtopsijo neke ženske, ki so jo najdli, ki je full ohranjena, ampak vedno bolj gre ta globje, vedno bolj so stvari čudne in elektrika crkuje in ona dva sta zaklenjena nenadoma not in creepy shit, full dobro suspense narejen, konec je mal tak, pa enih par stvari mes, ki se zgodijo, niso čist, ampak glej, full vrejo, če si rad malo zafrikiran, pa da ti dvigne srčni utrip, ta film ti bo, ker boš klopil luči. Precejšnje razočaranje pa je bil film Scanners. Ne vem, če je pri takih visokih položnicah trenutno kao to dober message. Ja. Okay. Večje razočaranje pa je bil film Scanners, ki ga poznate po tistem memu, ki tipu raznese glavo. That's my favorite meme. Ja, to se zgodi dost na začetku in to je to. Kak je že Michael Ironside? Michael Ironside, ja. Film ima enih par teh fulverjev efektov, za nič zgodbo in igralce, ki res, mislim, kao bral sem, da so bili ful skregani, ampak mislim, da Davidu Cronenbergu, potem, ko je ugotovil, da nija cajta scenarija dokončati, je bilo vseeno in se je samo odločil na to, kako bojo kul stvari ljudi razneslo. Pa tak kulten film je. No, ful je nesmiselna štorija na mnogo točkah. Ampak to, če hočeš gledati, kako ljudi raznese, tudi razočaranje Quiet Place Part 2, ne. Res, boring je, ful stvari nima smisla, mislim, tam kao ni civilizacija. Ne bomo izgubljali besede. Mislim, tak civilizacija ni že ne vem kako dolgo, če karkoli rečeš, bojo prišli alieni in te bo ubili, ampak v marini pa gorijo luči, ker jih rabiš, da osvetliš sceno. In ja. Se nisem, v prvem delu ni nekako bilo dano vedeti, da v bistvu je eno leto je že minilo vsaj. So luči problem. Ja, ker oni imajo svoje solarne celice ali karkoli, da imajo svetlobo lahko, ne? Ja, in? Tam v marini pa je pač elektrika. Ja. Vse je random. Iz valov pridobivajo. Dejansko ljudje, ki so tam, ki jih napadajo, zgledajo the road people, ne? Ki so kanibali ali whatever. In ja, oni so z valov pridobivajo elektriko. Ne, v glavnem, to je samo ena malenkost od mnogih, ki so moteče v tem filmu. Ful stvari nima smisla, ful je stvari, ki nekaj gradi, pa pol ne gre skozi, pol so liki, ki naredijo absolutno najbolj neumno stvar, pa potem pač nič ne sledi iz tega. Ampak stvar, ki pa me je ful bolj navdušila in mislim, da bovajo tudi, ko boste uspela pogledati, pa je serija The After Party, ki je na Appleu. In kar je genialnega na tej zadevi je, da je vsak del drug žanr. Čist. Naredila sta Miller in Lord, to sta ta dva, ki sta naredila recimo scenarij za Spider-Mana animiranega, pa Cloudy with a Chance of Meatballs, 21 Jump Street. Glavnem, zelo cool sta. In tukaj pač je štorija, da je nek tale high school reunion in potem ljudje grejo od tam na after party k nekemu najbolj uspešnemu sošolcu, ki actually prije s helikopterjem tja in je
popstar in ga igra Dave Franco, ki izgleda identično kot Vanilla Ice. Tako da, kot smo se prej menili. Ja. In potem on umre. In pride policajka, kriminalistka, ki zdaj intervjuva vsakega, kaj se je zgodilo, in vsaki pove štorijo iz svoje perspektive, kaj se je dogajalo, in vsaka štorija je v drugem žanru. Prvi ji pove štorijo, ki je romantična komedija, kak je on mislil, da bo z ono žensko, ko mu je bila všeč v srednji šoli in da bo ta zdaj končno skupaj in tata. Potem drugi, ki pride, je v bistvu mož od te žene, ki pove akcijsko štorijo in potem on ima tam car chase in on se tepe tam z enim varnostnikom in je tak Statham worthy fight, on res dobro zrežirano. Potem tretji, ki prije, pa je tip, ki je full glasbenik in je musical cel del. In pojejo vsake toliko vsi. Žanrska bonanza. Ja, super. In je full vrejo narejeno, full stvari, ki imaš te variante, to je bilo tako, ampak z druge perspektive je bilo tako, ful niso na prvo žogo, ful je clever, pa funny. No? Čakaj, to je že vsi deli sezoni, ne? Ne, 3. Zato sem samo povedal 3 žanre, ne vem kaj dalje. Pa še čisto na začetku ena pove zelo kratko, kaj se zgodi, pa je tak art house. Čakaj, kje to gledaš? Na Apple TV. To je Apple TV. Ja. Fucking Apple. Okay. Paul. In prebral sem par knjig. Ena je od Chloe Gong, These Violent Delights, tale je kar uspešnica. Je pa Roma in Julija postavljena v Šanghaj v 1930-ih, sprti gangsterski familiji od Kai in Montagov, ki so Rusi, in potem je še pošast zraven in ljudem, in tiste pošasti grejo eni ščurki, ki se ljudem na glavo prisesajo in se jim zmeša in si vrat iztrga grlo. In kar hardcore, Juliet je tak killerka, mislim samo, da tak dobesedno pobija ljudi. Zanimivo, zelo tak young adult, pač cel ta meša vrejo deluje, je pa kar dolga knjiga. Dost krajša je pa Julie Clark The Flight, ki pa je full vrejo thriller o 2 ženskah, ki na letališču zmenjata identiteti. Obe dve probata pobegniti od nečesa, ena od moža, ki je full bogat in močen politik in jo tepe. Druga pa je pač imela neko sceno, da je droge delala, ala Breaking Bad, in proba pobegniti iz te scene. In ko oni dve zamenjata letalski karti, pa greta vsaka na svoj let, eden od teh 2 letov dol pade in potem zgodba gradi zelo premišljeno, je sestavljeno. Tale ena gre naprej, kaj se je zgodilo, pa ona kako se je do tja prišla štorija in je full dobro prepleteno, ti cel cajt ni čist jasno, kako se bo razpletlo, dosti je tudi tak, da glavna junakinja, ena od njih, pade v paniko zaradi tega, ker misli, da je vse proti njej, pa ugotovi pol, da je mogoče malo preveč paranoik, kar imaš v takih thrillerih. Ponavadi junaki so vedno premalo paranoiki. In ful je vrejo narejeno tudi te stvari, kak če bi hotel človek se znebiti identitete, pa se izogniti vsem tem stvarem, kak bi to lahko naredil, oziroma kak to ne moreš narediti. Ne? In je zelo vrejo napisano in po mojem bo to ena zelo cool serija na HBO enkrat. Okay. Čeprav zaenkrat še ni nič. Ampak si predstavljam, da je to čist HBO material. Tako da sem še gledal nekaj par stvari, ampak zdaj pa si mi ne da več. Prihrani še kaj za kakšno epizod, dragi Igor, sej čez 2 tedna imamo novo, brez skrbi. Mito, ti si na vrsti, kaj si ti pogledal? Jaz sem pogledal Afterlife, to je ta serija od Ricky Gervaisa na Netflixu. To je bila 2. sezona, ne? Tretja zaključil in tudi zadnja. Super je, na začetku sem zelo zadržan. Prvo sezono sem enkrat lani probil, zdaj pa vmes, ko sem nekaj delo, je Tina kar laufala, pa sem kar not padel. Ima težke teme, ki se jih loteva, ne? Zato me je tudi prva sezona tako ven metala, ker samo non-stop po raku se pogovarjati, počasi že gre malo na živce, pa utrujajoče, ampak najde pa neko srednjo pot, nek humor, pa človečnost znotraj te zgodbe, no, tako da lahko to razvleče na 3 sezone,
pa mislim, da mu zelo dobro rata, no, da se lahko vsak not prepozna, predvsem tisti, ki so mogoče dali kaj podobnega, pa da najdejo nek smisel v tem ali pa humor. In kljub temu, da se včasih malo ponavlja, ker Ricky Gervais je nekih najbolj genijalen režiser ever, ker naprimer skoraj vsaki del se zaključi z njemu z vinom v pojsli pa laptopom, ko gleda svojo pokojno ženo, ampak postane to neki del žalovanja njegovega, pa vse to skupaj lepo uravnoteži s humorjem, tako da se mi zdi fina, zelo fina zadeva, inteligentna, ne podcenjuje gledalca, tako da fajn. Pol pa sem še, zdaj, kar sem dohitel sprot, torej gledam Euforija na HBO. Fina zadeva, ful priporočam, je pa mogoče ene par kritik imam, niso zdaj deal breakeri, daleč od tega, ker ima ful zanimiv, dinamičen, mlad, energičen stil, predvsem na vizualni ravni je izjemen, Zendaya, pardon. Ja, je izjemna nasploh, cela ekipa je izjemna. Malo me moti, da mogoče včasih grejo toliko overboard, ne za spolnostjo, z drogami bolj, no? Da zna to zamejiti vstop ogledu kakšnemu mlajšemu, ker vem, da to priporočajo v bistvu ogledu starejšim. Ne? Ja, v bistvu je tako, da koliko se je ta serija prijela, pa ki je največji impact je bilo, da ljudje, ki imajo cirka 10 let stare otroke, medtem ko tisti 17-letniki, ki so kao predstavljeni, pa so bili, whatever. Ampak, mislim, ne glede na to sporočilnost, je to, kak je narejeno vse skupaj, kak je strukturirano in odigrano. Wow. Ja, itak. Ne, imam problem, ker zdi se mi, kot da je nekje na tabli piscev napisano, tem likom se mora zgoditi najslabše ever. Ja. Pač ni to vsivin, tu moramo iti hardcore noter. Pol pa nekako šparajo pred drogah. Tam, kjer se meni zdi, da v bistvu bi lahko imeli največ zapovedati, ker imajo zelo močno glavno igralko noter, pa droge, ki so predvsem za ameriško mladino mogoče bolj nevarne, predvsem z sintetičnim šitom, kot pa bi mogoče pri nas bilo to v javnosti znano, pa grejo na neko pussy forum. Ona pleše, tam ona uživa v tem. Vse do zdaj je, koliko to prikazano, zelo benigno. Zdaj pa, če smem biti toliko piker, pa reči, jaz sem odraščal, pa mi otroci spostaja pa košarkar je v Dnevnik. Nas so v takih letih fotrali z dosti bolj hardcore shitom kot to, kaj se zdaj prodaja. In razumem kritike, ki rečejo, to je taka neka instagramska podoba. Ja, ampak Zdaj ne rečem, da je slabo, se spustijo noter, ampak mogoče še bojo, in upam, da bojo šli še dlje od tega, ampak za zdaj je pa tako en določen voyerizem posredi, ki mi je včasih malo tako... Dokot si pa pogledal? Zdaj sem čisto... Pa tudi oba dva speciala vmes? To še pa ne. Med prvo in drugo sezono sta dva speciala, ki sta, eden je samo Zendaya, pa njen sponzor, ki se pogovarjata v kafiču, drugi pa je tale njena punca, pa se pogovarja s psihiatrom. Jules, ja. In je v bistvu tale del Zendaya genijalen, zato ker prav res razloži te osnove odvisnosti. Zakaj je ona taka in v bistvu čisto eno, kaj so droge, kar se mi pa zdi, da je ful bistven korak naprej od otroci s postaje Zoo ali pa košarkarjevih Dnevnikov, zato ker ful bolj prikaže, kak težko je biti clean in zakaj. In sej tudi tisto, kar je pa mene najbolj zadelo, on del, ki prikaže, ki se tale njen lik Zendaya spominja, zakaj se je začela drogirati oziroma kdaj, je pa bilo to, ko fotor umira in je na vseh onih drogah in ona henga z njim in se še ona zadrogira. Ja, to je lepo in čustveno. Ja. Čist, vse so, kako ne rečem, moja kritika niti za oceno ne zbije kvaliteti te oddaje, sploh ne. Hočem samo povedati, da do zdaj, kljub temu, da nisem videl ta dva speciala, nisem videl nekih hudih posledic, ki jih droge imajo na družine, razumeš? Na začetku sem imel probleme, da pač kao vidim tu eno ful neko bogato molarijo, ki uživa v vsem svojem življenju in pravilno, da uživa v vsem svojem življenju, ampak droge, oprosti, pustijo grozne posledice na svojem okolju, telesu in družina. Tega do zdaj še pač nisem videl. Ampak v bistvu oni so še dost kratek čas na drogah, vsi razen Zendaya, ki pa ima zaradi tega zjebano družino, ker je overdozirala pred prvim delom. Zato
nočem zdaj v bistvu ful zdi se tega, pogrešam samo to, ker pač vseeno je to za 13. del že, a ne? Vse to, kar jaz gledam, torej 10 delov v prvi sezoni ali 8, se ne vem. Ja. Ta aspekt se mi zdi, da v bistvu bi morali malo nagledati, ker vse ostalo, kaj okrog tega zgrajeno, vsi ostali liki pa povezave med njimi, odnosi med njimi, spolnosti, kako se grejo, pa kakšna je igra tu posredi, kako je v bistvu ta mladina upletena v nov svet spoznavanja seksa pa medijev, igranja s tem. To je ful zanimivo, zakon, pa ne bom zdaj rekel, da tega ne poznam, v bistvu je bolj kao ta pristop do tega, mi je najbolj še všeč, da je v bistvu narejen zanimivo, pa dinamično, pa energično, kao, da ti ni za to kot neko predavanje, ampak da je res televizijsko. Ja, skratka, Mito, to je to, še kaj? Ja, Piga sem še pogledal. Ja, Pig. Ja, na Letterboxdu dal ceno. Jaz sem zelo zabavno napisal, tako kulinarična. Ja, poglejte si, meni je ful zabaven film. Nicolas Cage, mislim, da v enem intervjuju celo rekel, da je želel opozoriti folk, da on zna resno igrati. In ja, pač zna resno igrati, ampak ful nima nekega pretiranega razpona za tlele, da bi pač on je zagrenjen star svojimje ali kuhar, kako se ne izrazim. Je pa tako, je pa revenge film, ki potuje skozi želodec. Zelo lepo si te povedal. Ja. Za nekoga, ki je ravno prejedel vegeburger. Itak, to se bi dober, okusen. S kruhom pomazano. No, skratka, jaz sem pogledal še enkrat Get Out, ker sem ugotovil, da sem tam nekaj na začetku, mislim, nekaj na sredi nisem videl, ali kakorkoli že, zdaj sem ga še enkrat pogledal zadnjič. In mi je bil enako fin, kot prvič, pač zelo vesel pilovih filmov. In ko me čakamo naslednjega, zdaj sem že pozabil, kako ima naslov, ampak pride letos ven. Potem sem pa pogledal 3. sezono Star Trek, Deep Space Nine, in med njimi izbral pač spet ene par epizod, ki so mi bile najbolj všeč, in to so same take nekonvencionalne. Ja, vidim, Second Skin je kar visoko ocenjena, gre pa za zgodbo, tako vohunsko štorijo, ker kaj je že tale moja priljubljena Bajoranka, ja, Majorka Kira, jo skratka ugrabijo in jo skuša pričati, da je ona v resnici Kardashianova dvojna agentka in nekaj tako. In je zelo taka, zelo zanimivim twistom, no. Zelo se mi zdi fina serija, epizoda. Potem sem zbral Past Tense, prvi in drugi del, večinoma zaradi tega, ker se dogaja v letu 2024, skratka, spet eno potovanje v preteklost. Reveži so zbobnani na neka taborišča in tako v Združenih državah Amerike, tako da gledajte, pozorno novice v naslednjih letih in potem pač on pove, da ravno tam se pa zgodi, ne vem, noč pozneje, ena revolucija in po tistem je vse boljše in se nekako začne počasi zlata doba. 2024 se začne. Tako. Ja, kot ena stopnička do treka. No, tako je. Tako. Torej še 2 leti zdržimo. Tako, jaz mislim, da je to super, da imamo to luč na koncu. Mislim, lahko pole Acceleratorma pa že zdaj začnemo zbirati. Ja. Se tudi oni nekaj spremenijo, seveda, ker se zafrknejo nekaj in eno umre, ker ne bi smel. Tako in potem oni vskočijo v te vloge in se mi je to zdelo kar super. Pa všeč sta mi 2 dela, kjer se Ferengi malo bolj poglobljeno, njihova kultura. Family Business je o mami, ki pač od Quarka in Roma, ki ne bi smela, tako Mugi, ki ne bi smela zaslužiti, ampak zasluži ogromno, z nekimi malverzacijami, tako. In polijo gresta pač skušata pripričati, da naj si sleče oblačila, njihove ženske so gole vse, in da pač neha trgovati, ker to pač res ne sme. Ja, ona ne sme imeti lastnine, nič, nobenega kapitala ne sme upravljati in to pomeni tudi ne oblek. Tako, in tudi ne oblek. Ja, skratka, ta se mi zdela še boljša, mi je pa Prophet Motive, kjer je pa Grant Negozek, ki se mu kar zmeša in začne pisati nove te njihova pravila, ki jih imajo oni Rules of Acquisition, na katerih vsa Ferengijeva kultura skratka temelji in je taka socialistična pravila začne pisati. Pa tako taka tako je priročnik za rast, no, skratka, če pač lahko narediš si prijatelj, naredi prijatelja, pa tako pa take, zelo lepe. Aljoša Bagola za Ferengije. Tak je res super in pač to Quarka in vse, pač totalno se meša, kaj se temu človeku dogaja, noben ne ve, noben ne razume, vse je na glavo obrnjeno in se mi zdi toliko dobra
epizoda, no pa malo več spoznamo teh rules of acquisition, ki se meni zdaj zdijo zelo zanimive. Zdaj sem pa itak že na sredi 4. sezone, tako da Bog ne ve, če ne bom že naslednjo epizodo poročal o 4. Ja, jaz ne pogrešam, priznam, akcijsko ni toliko sci-fi, ona two-parter. Z Garakom. Improbable cause, ker tam se pa ta world building tok napihne vse skupaj. Ja, pa se je bila meni čisto všeč, jaz sem rad odkrivam bončke. Ne grem na najbolj očitne izbire, to hočem povedati. Skratka, jaz sem zdaj v resnici na polovici serije, ker je 7 sezon, jaz sem pa na polovici 4, tako da je to. Še malo. Super. Še malo pa bo lahko imeli special. Kaj pa, Igor, ti zasleduješ DS9 ali ne? Pogledal sem prvi in drugi del. In sem ugotovil, da drugi del sem že gledal. In je dober. Prvi pa ful se slov začne, pa je zelo dober. Ja, DS9 ima prvo, drugo, kar napravim tega, kar sledi, ne? Pa zdaj mislim, da ti že znaš tukaj detektirati tole, ne? Da se kar še lovijo, ampak imaš dragulčke sicer, ampak. Ker meni je v pilotna emisariji je v bistvu meni čisto okej. Za uvodno trek epizode je čisto super. Ne, pa ful je v redu cast, ful so dobri liki, tale Bajorjanka, Kira, je res super. Pa Nelix, tako da, ja. Ja, meni še vedno Jazia. Ni Nelix. Jazia na Voyageru. Nelix je pa na Voyageru. Jazia Dax je še vedno moj najljubši lik. Ok, kaj pa ta logika Cisco Fotter? To je zdaj v bistvu prvič odrekel. To je zdaj precej bilo tega z njegovim odnosom do sina in vse to. Meni je jaz sem bolj pozoren na to, da sin hoče biti pisatelj. To se mi zdi dosti bolj zanimivo. Pa un del je bil zdaj, mislim, da je to pa zdaj že v 4, ker pač on že ostari v bistvu. The Visitor si že gledal. Tako je. To je ena ta najboljših. Ker pač se zgodi neka nesreča. To je ena ta najboljših. Tam je on pisatelj, no, to se mi je zdaj kar dopadlo. Špila ga tak je, original. Cadman. Tako. Ta isti igralec. Pa Worfovega brata Kerna. To je isti igralec. To starejši Jack. To mora zdaj vse pokonektati, stari. To ne gre več. To je on. Ja, veš, kaj potok maske, pa mogoče. Ljudje ne boste verjeli. Sploh kdaj verjame? Ne, zelo so. Dajte nam vedeti, če verjamete. To je bila že naša 114. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obod, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito, rečemo temu Napor, Degič, Igor, najslabši starši v vesolju, Harp in Aljoša, ubogi Amazon. Tole epizodo smo znova posneli v našem skrivnem štabu v kinogledališču Bežigrad, ki se mu znova lepo zahvaljujemo za gostoljubje in vso prijaznost. Če nimate nobenih simptomov, se dobro počutite, če se znate samo zaščitno obnašati, tudi to ni zanemarljivo, potem ste še vedno vabljeni, da filme doživite v kinodvorani. Kinodvorane so še vedno odprte in dobre stvari prihajajo. Kaj špila v Bežigradu? Spider-Man še eno? Spider-Man. Bežigradu dajo pač blockbuster, tako da zdaj je Spider-Man, pol bo Batman, pa vmes bo še najbrž Moonfall, tako da. Ni da ni. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcasts ali Spotifyju, razen če protestirate, spremljajte platformo Aparatus z odličnim izborom. Protestirate tako, da nam devate like. Spremljajte platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če boste v naslednjih dneh melanholično zrli v nebo, ker se je zaključila vaša in naša najljubša znanstveno-fantastična serija, kar ne obupujte. Ne, take serije prav gotovo nikoli več ne bomo trdili tega, taka je ena in konec. Boste pa v dolgih letih vašega življenja doživeli čudež, ki se mu reče pozaba. In lahko si boste serijo znova ogledali, ko jo boste nekoliko pozabili. In še bolje, če boste v naslednjih letih menjali ali dobili novega partnerja ali dobili otroke, se lahko že danes veselite tistih trenutkov, ko boste po nekajdnevnem prosjačenju izsilili skupni ogled serije in s pričakovanjem več gledali njihov izraz kot ekran. To bo zdaj kul. Glej to, ta scena bo super. Pa zdaj, glej to. Ter serijo podoživeli znova skozi njihove oči in potem seveda ne pozabite,
posneli smo 3 epizode o tem, da lahko serijo resnično cenite, morajo poslušati še nas in da lahko nas resnično cenijo s vsemi zasebnimi šalami, vred, je treba poslušati kaj pak še vse druge epizode. Podcast Obot, eden od razlogov za ločitev, že od 2018. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu smo podcast.com, obot brez pikic, sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu naših objav. Na družabna omrežja delimo rajcerje, prikolice, dovice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, prostovoljne prispevke za produkcijo 7. sezone Prostranstva, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 114. epizoda. Naslednja epizoda bo 2. Valentinov special, zato bo najbrž na sporedu že dan prej kot običajno v ponedeljek, 14. februarja. V njem pa naj bi letos govorili o najboljših sitcomih in to z gostom in gostjo. To je vse, kar vam bomo na tej točki izdali. Do takrat pa se torej čuvajte in ostanite zdravi, drage obodovke in obodovci, kdorkoli, kjerkoli že ste. All right. Zapiski. Jaz si nekaj zapišem. Ja, da. Kako boš vedel, da ti nekaj všeč?